se zbrali zato, ker po 4-mesečnih dogovarjanjih, pregovarjanjih, dopisovanjih se nismo premaknili z mrtve točke. Moramo povedati, da zahtevamo plačilo v skladu z zakonodajo na podlagi bančne garancije, ki je bila izdana v skladu z uredbo z leta 1999, v skladu z razpisno dokumentacijo, v skladu z 9. členom gradbene pogodbe med EHCT-jem in Darsem, v katerem piše, da vkolikor glavni izvajalec ne poplača podizvajalcev, jih je dolžen poplačati naročnik, investitor, to je Dars. Deveti člen pogodbe, kjer prav tako piše, da je bančna garancija namenjena za poplačilo v primeru, da glavni izvajalec kakršnikoli razlogu ne bi plačal podizvajalce. Temu mnenju se pridružuje tudi mnenje finančnega ministrstva z dne 8.3.2011, ki prav tako pravi, da je potrebno poplačati izvajalce in zaključiti dela in predati dokumentacijo. Mi smo danes Darsu ponudili še enkrat roko in pripeljali to dokumentacijo sem in jim ponudili je v odkup, vkolikor bojo prišli dol in je prevzeli in so pripravljeni za njo tudi plačati, tako kot piše v zakonu, kot piše v pogodbi. Dars vnovči bančno garancijo v breme EHCT-ja, zato ne moramo govoriti o dvakratnem plačilu. To je dolžnost Darsa in vsa možnost. In mi smo dolžni dobiti plačana dela, ki so opravljena in priznana za strani DDC-ja kot nadzornega organa in skrbnika pogodbe Darsa. Na kar lahko ugotavljamo, da se tem mnenju pridružuje tudi Komisija za nadzor javnih financ, ki je 1. februarja 2011 izdala sklep Darsu za poplačilo podizvajalcev po določenem protokolu. Dars do današnjega dne žal tega ni opravil, še več, prejšnji teden na naslednji seji Komisije za nadzor javnih financ se le-te ni udeležil, tako uprava, tako nadzorni svet, kako tudi ne Auken, niti predstavnik stečajna upraviteljica EHCT-ja. Torej, vidimo, da nimamo druge možnosti, kot izraziti takšen javni protest. S tem smo čakali in čakali, ampak tu vidite ljudi, pripeljali smo jih vsem, tu niso vsi, kajti ostali morajo upravljati tudi svoja dela. Vse ti ljudje so ogroženi, kar pomeni, da lahko končajo na zavodu. In verjemite mi, da bomo vztrajali vse tako dolgo, dokler ne bomo dobili denarja, ki smo ga za dela, ki smo jih pošteno opravili. Kajti, če to ne bomo dosegli, potem se lahko poslovimo od pravne države, potem se lahko poslovimo od dela v Sloveniji, kjer ne moremo delati in upravljati dela, ki nikoli ne bojo plačana. Tako da, tu vam javno govorim, da vztrajali bomo, dokler bo treba, dokler ne bo plačila. In bolje je v tej upravi, ki je tu gor nad nami in si očitno ne upa priti dol, da se čim prej premisli ali pa poda svoj odstop, vkolikor tega ne more rešiti. Ta dokument piše, da je nadzorni inženir DDC Darsu predlagal, obveščamo vas, da naše podjetje predalo vso dokumentacijo in predlaga sprostitev sredstev v vrednosti 69 000 evrov za poplačilo tega STT do našega podjetja. Glede, to je bilo 27.12. do danes nič. Če zdaj prav razumem, bi moral DDC vam poravnati ta neznesek? Poravnati bi moral Dars ali pa STT. V glavnem, vse obveznosti smo poravnali, za državna sredstva je Dars imel iz tega naslova, vendar nobenega poplačila. Danes smo pa tukaj zato, ker pravzaprav gre za eno veliko ignoranco. Od meseca septembra se nam je nabralo nekje za 2 rednika dopisov na Dars, vendar nobenega odgovora nismo prejeli. Zaradi ignorance smo danes tukaj. Lahko povem še eno, da prometni minister Patrik Vlašič navaja primer njihove prakse, kjer je prometno ministrstvo poplačalo podizvajalce, kar pomeni vnovčilo bančne garancije na letališču v Mariboru in s tem pokazalo svoj primer prakse. Ob tem lahko vidimo tudi naslednji primer iz poročila EHCT-ja, stečajne upraviteljice EHCT-ja iz dne 15.3. Stečajna upraviteljica ugotavlja, da je v mesecu februarju
Direkcija za ceste Bosne in Hercegovine okrožje Mostar unovčilo bančno garancijo EHCT-jo za vrednost 3 milijone 800 in poplačalo podizvajalce. Torej, ali ta uprava dela za dobro te družbe, ali dela za lastne interese, ali karkoli, to je težko ugotavljati. Vsekakor pa vidimo, da ne spoštuje pogodbe, ne spoštuje zakonov, ob tem nima zaključena dela, ob tem lahko ugotavljamo tudi, da so za omenjene ceste pridobili kohezijska sredstva iz evropskih skladov, kjer bi dela morali zaključiti, prevzeti dokumentacijo in zato smo je danes tudi, torej pridobiti uporabno dovoljenje, za katero potrebuje to dokumentacijo in smo je pripeljali sem. Tega enostavno ne naredijo, ali te nalogi niso kos, če je tako, potem ne odstopijo. Ne pridejo sposobni ljudje, ki bojo vodili državna podjetja, katerim plačujemo davke in prispevke, mi zaposleni. In ne moramo si dovoliti, da takšna podjetja v državni lasti ne bi plačevala nam dela, ki smo jih pošteno upravili. Ob tem vidimo tudi naslednje, da na teh istih avtocestah Dars pobira vinjete na osnovu materialov, izdelkov, storitev, ki so vgrajene na teh avtoceste. Zakaj to počnejo? Vprašajte njih. In ne smemo dovoliti, da ta uprava se izgovarja na dvakratna plačila, kajti vsak finančnik v tej državi ve, da vnovčena bančna garancija gre v breme glavnega izvajalca, torej gre v breme EHCT-ja, ki je ta dela že dobil plačana. Podizvajalci smo obveščali Dars. V tej mapi imam dopis z dne 1. septembra 2009, kjer smo obveščali, da glavni izvajalec ne plačuje svojih del. Pod tem datumom je Dars plačeval še naprej glavnega izvajalca, ni ukrepal, kar ni v skladu z razpisno dokumentacijo, z pogodbo, kjer pravi, da mora preverjati, ali glavni izvajalec plačuje tudi podizvajalcem. In v tem primeru bi mogel ukrepati. Torej, gre za hujše kršitve, gre za en neodgovorni odnos, gre za kršenje pogodbe, nespoštovanje in ob tem tudi nezaključena dela. In zato nam v tem trenutku ni preostalo drugega, kot da pridemo sem in z javnim shodom opozorimo vso javnost v Sloveniji, da so določene zadeve prišle do meje in takšni shodi se bojo samo še nadaljevali vse do poplačila. Hvala lepa tudi vam, novinarji, ki predstavljate to javnost in ki boste širili ta glas naprej. Če naj bi bilo vas, bi težje dosegli svoje zahteve. Hvala lepa. Skoraj 700 000 evrov za tako majhno firmo, kot smo mi, je to zelo težko in se bojimo, kako bomo preživeli. Kaj v bistvu pomeni za vas ta dolg? Ta dolg nam pomeni plačo 50 ljudi, samo na Darsu. Potem so še drugi, ki nam tudi dolgujejo, največji 3 objekti so vsi iz naročniki država, DRSC, Ministrstvo za šolstvo, sicer prek NLB. A vidite še kakšno drugo možnost v bistvu, kot to, da vam oni izplačajo oziroma v bančne garancije vnovčijo? Mi smo vsem dali bančne garancije. Mi smo vse svoja dela morali zavarovati. Zato pričakujemo, da se bodo bančne garancije, ki toliko tudi stanejo, enkrat tudi dejansko vnovčile tistim, ki ne delajo prav. Pa zakaj mislite, da tega nočejo storiti? Koga ščitijo tukaj? Banko? Jaz zmeraj pravim, da banke komandirajo ta svet. Verjetno. Banka bi morala direktno plačati, na prvi poziv, ne? Ne vem, koga ščitijo, ne vem, to ne moram reči. Kaj boste storili, če tukaj ta protest danes ne bo zalegel, če ne bodo reagirali, vztrajajo pri svojem, ne? Tu se bomo potem še v tem združenju dogovorili posebej, kakšne aktivnosti bodo naprej. Vkolikor ima še vedno mnenje, ko ga je podala za finance v petek, torej, da je ta protestni shod nepotreben in da ostajajo po svojih stališčih, potem se nijemo v bistvu tudi kaj pogovarjati, ne? Jaz upam, da se je premislila, ne? Boste šli gor ali kako? Ja, bom šel gor, če bo prišla ven
da se pokaže, da si damo roko in da bo povedal, da je pripravljen to rešiti, da se je premislil, kajti če se ni premislil, potem se nimaš kaj pogovarjati, potem gre samo za zavlačevanje. In to pogovarjanje, na ta način smo se pogovarjali 4 mesece, pa se nismo nič zmenili. Tako da bom jaz prebral to peticijo Združenih izvajalcev zaključnih del v gradbeništvu Slovenije in nepoplačanih upnikov, ki so kot podizvajalci sodelovali pri gradnji avtocest v Republiki Slovenije za ročnika DARS d.d. Združenje podizvajalcev in nepoplačani upniki, ki zastopa Združenje izvajalcev zaključnih del v gradbeništvu Slovenije, ki deluje v okviru gospodarske zbornice, poslovno-trgovinske zbornice, naslavljeno na Družbo za avtoceste Republike Slovenije in na Vlado Republike Slovenije odprto peticijo z namenom opozoriti na nevzdržne razmere in odnos tako Vlade Republike Slovenije kot naročnika DARS d.d. pri reševanju problematike poplačil podizvajalcev v okviru izgradnje nacionalnega avtocestnega programa v Republiki Sloveniji. Združenje in njeni člani ter nepoplačani upniki izražamo ogorčenje in protest nad neodzivnostjo, ignoranco, zavajanje javnosti in nepripravljenost investitorja DARS d.d. pri reševanju zapadnih plačil podizvajalcev za opravljena dela v sklopu izgradnje avtocest Republike Slovenije. Izražamo ogorčenje in protest nad ignoranco, nespoštovanjem družbe DARS d.d., da ne ukrepa v primeru pravočasno evidentiranih neplačil podizvajalcem ter zaščito njihovih interesov na osnovu pogodbenih obveznosti DARS-a do Republike Slovenije kot iz naslova zadržanih sredstev in prevzetih zavarovanj bančnih garancij s pogodbami glavnih izvajalcev. Izražamo ogorčenje in protest do DARS-a d.d., da že 2 leti in pol razpolaga in podpira cestnino na objektih in napravah, ki niso bile nikoli poplačani, dokončani ter za njih niso bila pridobljena uporabna dovoljenja. Izražamo ogorčenje in protest, da DARS d.d. ne prekine pogodb z poznanimi insolventnimi izvajalci ter da ne nadaljuje del na nedokončanih odsekih, da poslabšuje že tako katastrofalno stanje v gradbeništvu, s tem pa dodatno škoduje tudi vsem uporabnikom cest in davkoplačevalcem, državljanom Republike Slovenije. Izražamo ogorčenje in protest do DARS-a, da tem insolventnim podjetjem denar na poziv plačuje vnaprej, ob tem pa zavestno krši veljavno zakonodajo, ko spregleda popolnoma upravičene in pravočasne terjatve podizvajalcev, v javnosti pa se upravičuje z izgovorom, da del ne more dvakrat plačati. Izražamo ogorčeni protest do Vlade Republike Slovenije, da ne pristopi odgovorno do reševanja nastalih povzročenih problemov, do poplačila upnikov, podizvajalcev, do pridobitve uporabnih dovoljenj na avtocestah, kot vloge vzornega lastnika pri upravljanju družbe DARS d.d. Izražamo ogorčenje in protest do Vlade Republike Slovenije in pravosodnih organov zaradi ščitenja interesov neplačnikov in da ustrezno ne ščiti nepoplačane upnike podizvajalce. Zaradi vseh navedenih razlogov je današnje protestno zborovanje z predajo peticije opozorilo tako Vlado Republike Slovenije kot družbo DARS, da nemudoma uredi problematiko nepoplačanih podizvajalcem, dokonča gradnje slovenskih avtocest, pridobi uporabno dovoljenje in korektno poplačilo vseh dejansko izvedenih del na avtocestnem programu. V primeru neukrepanja bomo podizvajalci Združenja izvajalcev zaključnih del v gradbeništvu Republike Slovenije prisiljeni izvesti najhujše ukrepe državljanske nepokorščine, kot so zapora vseh cest, demontaža vgrajene in neplačane opreme, o nastali problematiki pa obvestili širšo evropsko skupnost, katera iz svojih kohezijskih skladov prispevala finančna sredstva vse do danes v prepričanju, da so uporabljena transparentno in tudi pravilno izplačana vsem izvajalcem avtocestnega programa. Gospe Duhovnikov očitno ne bo, kaj? Tako, gospe Duhovnikov očitno ne bo. Očitno je jasno, da je dokumentacija, ki smo jo tu pripravili, ne zanima, tako da mislim, da je shod s tem zaključen. Če so razumeli sporočilo, so ga razumeli, če ga niso, bomo mi nadaljevali z svojim akcijam, oni pa ne ostanejo v prepričanju,
pri svojem stališču in razmisli o odstopu. Hvala.